K skupini Hoffman smo se preselili, Matjaž je z mano v oddaji Radioaktivno. Zdravo. Živjo. Odkot oziroma po kom je dobila zasedba ime? Ja, zgodba je stara že precej. Mi smo začeli po tem imenom delovati, ko smo bili stari 20 let. Zdaj se vse skupaj odvija 15 let kasneje. Sama ideja za ime je bilo v bistvu dati za glasbo neko upanje. Hoffman, Hoffnung, po nemško upanje, v bistvu vsem nam je šlo všesa. Z upanjem, da z glasbo, ki jo delaš, ki jo ustvarjaš, nekomu polepšaš dan, pa nekomu malo razširiš glasbena obzorja. Zato se nismo nikoli omejevali v kakšne žanre, ampak smo rekli, da potujemo po poti rock glasbe. Vmes je alternativa, vmes je plesna glasba, v bistvu vse temelji na rocku, so pa tudi kakšni kančki pa zametki popa. Tako da potujemo po vseh postajah glasbe, po vseh postajah rock'n'rolla. Če sem te prav razumel, imate potem že dolgo glasbeno zgodovino. Zgodovina, ja, se pravi, zgodovina se je začela pisati, ko smo šli iz najstniških let, smo začeli delati svojo glasbo, ne. Ampak zasedba je bila pa čisto druga, tako da od originalne zasedbe sem samo jaz ostal in zdaj sem kot Gorenjce preselil v Ljubljano in tukaj okoli sebe zbral super glasbenike, super ljudi, tako da v bistvu je končno poklapal. In zdaj zadnje nekaj let delamo čisto na eni sveži glasbi, ki v bistvu nas vse skupaj povezuje. Začetki so bili malo drugačni, bilo v bistvu malo bolj zakomplicirane besedila, malo bolj zakomplicirani rifi. Zdaj pa v bistvu smo zapakirali vse tako, da je majčkeno bolj razumljivo v bistvu. No, še zmeraj se lahko vsak interpretira po svoje in besedila. Glasba pa mislim, da je zdaj narejena za majčkeno širši krog ljudi kot prej. Rock, alternativa, indie, s primesmi ali še kaj drugega? Prvi komad ga radi opredelijo kot indie rock, ne. Zdaj primesi so tukaj definitivno diši po bendu iz Nashvilla, ki ga poznajo pod Kings of Leon. Tudi na ta način so nas nekateri že opredelili v bistvu. Čeprav muzika je več kot sam ta bend, ne, so tle vplivi, kaj zvem, Black Keys, Coldplay, Muzi. V vsakem komadu je pa tudi primes enega taka malo psihadeličnega elementa, ki pa močno spominja na Dorse. Zdaj z Dorsi sem pa odraščal jaz in vsi mi in so pustili pač en močen pečat. Mogoče tudi tukaj mečka na Hoffman, ne. V bistvu Hoffman je bil kemik, ki je delal s psihoaktivnimi snovmi, ne. In mogoče je tle tudi mečkan kanček zametek imena, ki je v vsakem komadu nekaj, kar v bistvu mečkan odpelje, odnese. Saj upamo tako. Zasedbi si ti, poleg tebe še 3 sotrpine. Ja, zdaj vse skupaj mečkam leče na Gorenjsko, čeprav zdaj jaz sem v Ljubljani že nekaj časa, me sem pripeljala in ljubezen in služba. Drugač pa pevc je še zmeraj na Gorenjskem, v bistvu bobnar je prišel iz Krope, kar je osrednja Gorenjska, je tudi prišel v Ljubljano. Basistka je pa Celjanka, tako da smo mečkani iz vseh vetrov, ampak ja, če moram zdaj opredeliti, je tukaj definitivno Gorenjska. Sedaj intenzivno avtorsko ustvarjate, najavljate tudi album, imate kakšen časovni okvir? Ja, to so zdaj razširjene debate. Včeraj sem imela s Petrom Dekleva, ki je v bistvu naš producent, ga moram izpostaviti, ker nas je lepo zapakiral vse skupaj. Na začetku jaz sem itak kitarist, pa imaš feeling, da mora biti kitara zmeraj zraven, pa pride en prekaljen kitarist pa reče, da v bistvu se mora kitara omakniti in dati prednost vokalu, ne. Tako da v bistvu ona se zapeljal v vode, kjer vse skupaj naredi ful bolj poslušljivo. Tako da v prvi vrsti bi dal njemu veliko zahvalo. Sicer pa Peter Dekleva, kitarist Hamo, pa Tribute to Love, Društvo mrtvih pesnikov, Gušti in Polona, čeprav niso več aktivni. Tako da ja, on nam je dal eno tako dobro brco v rit, pa lepo nas je speglal, po domač rečen. Ja, in to prvo brco v rit je tudi sedaj slišati v etru. Ja, res je. Štartali smo s tistim momentom, odzivi so the best, potem pa ja, prosti, vprašal si me za plane dolgoročne. Drugi single je že v postprodukciji, se dela že mastering, pride ven konec maja, potem tretji single Balada. V bistvu čustvena balada, napisal sem jo tik pred rojstvom moje hčerke prve. Tako da potem pa ja, jeseni še drug del albuma, vse skupaj pa bazira, da bi izdal album januarja 2022, ampak prej definitivno pridejo še vsaj 3 singli. In tisti moment je prvi singl, ki je sedaj na radijskih valovih. In kateri je ta moment? Besedila piše vrhunski tekstopisec, tudi dober kolega Klemen Globočnik. Zdaj vsa besedila so napisana s pridihom neke motivacije za prihodne dni. Mogoče tle moment kot prvi še bolj izstopa, ker vsako življenju išče trenutek ali pa moment, kjer se odloči pač prestopiti vsak dan. Trenutek, ko se odloči, da naredi nekaj iz svojega življenja, da bo stopil na pot k cilju. Zdaj, kakšen cilj to je, to se vsak posebej zastavne, ampak tisti moment govori prav v trenutku, ko se odločiš, da zdaj pa bom stopil na to pot in dosegel ta cilj. In pač itak vsi vemo, da smo najbolj srečni na poti, ko stopamo k cilju. In tak predih je tudi tega
momenta. Ta moment ima tudi svojo video obliko, preprost video z veliko akterje. Ja, se pravi, zdaj v teh video vodah imamo ogromno kolegov, ki se s tem ukvarja, ampak smo rekli, naredimo nekaj preprostega, v bistvu vse je v smislu audicije. Ljudje pridejo na audicijo, pojejo naš komad, začetki so majčkeno nerodni, se zmotiš, pač se spotakneš, kako se v življenju spotikaš v bistvu. Neke sinergije, neke vzporednice smo vlekli z življenjem. Potem proti koncu komada pa rateš zmer bolj sinhron, zmer bolj usklajen, zmer bolj samozavesten. V bistvu hočemo in s pesmijo in z videospotom spodbuditi poslušalstvo, da pač dobijo želj v življenju takšno ali drugačno brco v rit, da nekaj naredi iz sebe, ker vendarle je samo eno življenje. In tisti moment je ta trenutek, ko v bistvu se vse zvezde poravnajo samo zate, zato ker verjameš v nekaj, ker verjameš vase. Video si lahko poslušalci gledajo na YouTubeu, midva sedaj še dala pospešek tej skladbi tudi v naš eter, zato Matjaž, beseda je tvoja. Ja, slovenskemu poslušalstvu predstavljamo tisti moment, štikelc v bistvu, ki daje en pridih svežine, ki daje en pridih umetniškega navdiha za vse, ki dvomite vase o tem življenju. V bistvu dvom ni na mestu je samo uresničitev samega sebe pa uživanje v življenju. Živijo, mi smo band Hoffman v oddaji Radioaktivno. Beseda se rodi, tam nekje nekdo govori. Moment, ki vse v nebo zgradi, moment, ki vse v prah spremeni. Zvok daljavi valovi, kalna voda se zbistri. Ljubezni krik, ki preglasi namišljene stvari. Beseda se rodi, tam nekje nekdo govori. Moment, ki vse v nebo zgradi, moment, ki vse v prah spremeni. Tisti moment, ki reši nas, ko človeštvo vzklikne v en glas. Tisti moment, ko si uglašen